Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš. Vam, ki poslušate, pravim, ljubite svoje sovražnike, blagoslavljajte, delajte dobro, bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče. Ne sodite, ne obsojajte, odpuščajte, dajajte in se vam bo dalo. Dragi bratje in sestre, dragi poslušalci Radia Ognjišče, današnji evangeljski odlomek se nam daje kot pravi program svetega leta, v katerem smo že naredili prve korake. V resnici nam evangelist Luka v teh tednih postopoma razkrije moč Božje besede, ki nas lahko spremeni. Že ob svojem prvem javnem nastopu v nazareški shodnici je Jezus napovedal, da njegova beseda tistim, ki jo sprejemajo, prinaša oproščenje, osvobaja zatrte in vrača vid. Kar pomeni, da ima moč, da človeka prestavi iz zamejenosti človeške miselnosti v Božjo misel, ga premakne iz logike mesa v logiko duha. To so na primer izkusili prvi učenci ob svojem poklicu, ko so na njegovo besedo odrinili na globoko in še enkrat vrgli mreže ter napolnili svoje čolne do vrha. To so občutili ubogi, lačni in žalostni, ko so sprejeli Jezusove besede blagorov in prepoznali, da so Božji ljubljenci in da jim je darovano Božje kraljestvo. To so končno izkusili nepregledne množice svetih spoznavalcev in mučencev od prvih krščanskih stoletij do današnjih dni, ki jim je beseda dala moč in pogum ljubezni, da so šli do konca in za ljubezen, za pot, resnico in življenje darovali svojo zemeljsko življenje, da se je iz njega rodilo večno. Pomislimo lahko na današnjega godovnjaka, na svetega Polikarpa, učenca apostola Janeza, ki je kot 86-letni starček pogumno stopil na grmado in se je njegovo telo spremenilo v blagodišeči kruh, ki je spreobrnil celo njegove rablje. V naši celjski škofiji se v svetem letu še posebej zahvaljujemo za daritev življenja duhovnika Izidorja Završnika, ki je v nacističnem zaporu stopil na mesto mladega neznanega fanta, ki je bil izbran za talca in na mesto njega daroval svoje življenje. Za človeško pamet je to nerazumljivo in nesmiselno dejanje, lahko pa ga razumemo iz logike vere. Čeprav je bil nečloveško mučen, je Izidor verjel v moč odpuščanja in življenja. Dan pred streljanjem je obnovil svojo ljubezen do Kristusa v zakramentu sprave. Ta mu je dala novo moč in nov pogled, da se je lahko v grozi izmaličenega telesa in duha prepoznal kot ljubljeni Božji sin, ki mu je Gospod že vse podaril in mu tega daru življenja ne more nihče več vzeti. Še več, lahko ga daruje kot dragoceno zrnje, iz katerega se rodi neminljivo življenje. Zaradi te njegove vire, upanja in ljubezni kličemo mladega Izidorja kot priprošnika za svetost življenja in za moč sprejetja odpuščanja, ki nam ga Božji sin podarja. Današnji evangelij tudi nas opogumlja, da bi naredili nekaj, kar nas presega, da naredimo nekaj več, da naredimo drugače, kot bi običajno naredili. Opogumlja nas, da premagamo povprečnost. To je tisto stanje, ko se ne želim spreminjati, čeprav vem, da bi se moral. Evangelij me opogumlja, da naredim nekaj iz moči vere. Ljubite svoje sovražnike.
Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče. Dajajte, odpuščajte. Pred takšnimi zahtevami se človek upravičeno zdrzne, se prestraši ali pa zamahne, češ, to je nemogoče. Res je, kako lahko začnemo ljubiti svoje sovražnike ali nastavljati še drugo lice? Odkot besede in volja, da bi molili za tiste, zaradi katerih trpimo in so do nas krivični? Odkot moč, da bi odpustili tistemu, ki nas je tako hudo prizadel? Tudi nam se dogaja, kot se je že Petru in tovarišem, ko jim je Jezus razlagal, kako težko bodo po bogatini prišli v Božje kraljestvo. Dejansko je to nemogoče, je ugotovil Peter. In Jezus mu pritrdi, da pri ljudeh je to nemogoče, ne pa pri Bogu, kajti pri Bogu je vse mogoče. Vendar pa, zakaj bi nas sicer Jezus potem sploh prosil za nemogoče, če nas to presega? Morda pa prav zato, da bi izkusili meje svoje človeške moči in sprejeli njegovo moč, ki iz nemogočega naredi mogoče, da bi lahko izkusili milost, ki spreminja. Milost je namreč prav izkušnja, da smo tako zelo ljubljeni od Boga, da smo zmožni uresničiti tudi tisto, česar običajno nikakor ne bi mogli storiti. Skrivnost namreč ni v naporu, ne v naši moči, ampak v tem, da se pustimo napolniti z Božjo ljubeznijo, da se pustimo z njo pregreti in prežariti, tako da lahko rečemo z apostolom Pavlom, ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Kolikor pa zdaj živim v mesu, živim v veri v Božjega Sina, ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe. To je temelj našega upanja, dragi bratje in sestre. Namreč izkušnja, da smo ljubljeni Božji otroci, da je Božji Sin v krstu sprejel naše telo in našega duha, da biva v njem in nas spodbuja, da se mu izročamo, da se mu zaupamo, da ga sprejemamo. V nas torej že živi drugi človek, novi Adam, ki je iz nebes, kot pravi Pavel v 2. berilu. Ta človek se hrani z besedo in duhom, ki prihajata od zgoraj. Zato pravi Jezus danes na začetku evangelija, vam pa, ki poslušate, pravim. Vera je iz poslušanja. Tudi upanje in ljubezen prihajata iz poslušanja. Poslušanje nas odpre drug drugemu, premaga strah in trdoto srca, potolaži žalost in gradi občestvo. Samo občestvo pa hrani dušo in telo, nas varuje in daje rast novemu življenju, ki ne mine. Da bi lahko res prisluhnili in ohranjali to življenje, naj vam pomaga blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.